Spoštovane in spoštovani, dobrodošli na slavnostni akademiji Mestne občine Kranj 2021. Živene vsi narodi, ki jih repeni dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo, ne vrag le sosed bo mejak. Spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci, vsi, ki nas spremljate pred takšnimi in drugačnimi zasloni, spoštovani člani in predsednik Komisije za nagrade in priznanja, vsem prav en srčen pozdrav in dobrodošli na, kot ste že slišali, slavnostni akademiji Mestne občine Kranj v letu 2021. Narava se nam je pobarvala v belo, prižigajo se luči, zemlja počiva, ampak Kranj je pa še vedno odet v zeleno. Na kakšen način? V svoji razvojni naravnanosti, v duhu trajnostnega in zemlji bolj prijaznega življenja za vsa živa bitja, ne le za človeka. In prav to Kranj dokazuje tudi s prejemom znaka, zlatega znaka zelene destinacije, ki ga je Mestna občina Kranj prejela letos. Zlati znak je zelo visoko, samo še platinast je višje in ta zlati znak dokazuje, da Kranj ni le v turističnem smislu trajnostno naravnan, pač pa tudi na drugih področjih. In tako je maja letos Kranj bil razglašen tudi za najbolj e-mobilnostno mestno občino v državi. No, in če se danes prehodimo po paleti prejemnikov in prejemnic, torej vas, lahko hitro prepoznamo prav to, raznolikost obarvano v zeleno in pa globoko pozornost za vse tisto, kar počnete na področjih, kjer blestite. Vizija Kranja kot destinacije je, da ostane čisto, zdravo in varno mesto. Verjamem, da bomo znali gledati v isto, torej v pravo smer, ker skupaj zmoremo več. In v takem duhu lahko prihodnje merimo tudi na več. Tako je zapisal župan Mestne občine Kranj ob prejemu zlatega znaka zelene destinacije. In zakaj zeleno? Mislim, da o tem prav gospod župan ve največ in ga vabim k nagovoru. Lepo prosim gospoda župana Matjaža Rakovca. Spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci, cenjene občanke in občani in vsi, ki nas spremljate preko zaslonov, lepo pozdravljeni iz Prešernovega gledališča. Kot se za največji in najpomembnejši občinski dogodek spodobi, dobrodošli v enem od najboljših gledališč v državi. V prostoru nešteto dobrih ustvarjenih zgodb. Danes si bomo sposodili ta oder, luči usmerili v izstopajoče posameznike in društva ter eno spisali skupaj. Zgodbo o občinskih nagrajencih za leto 2021. Vsako leto se srečamo na predvečer, ko slavimo rojstvo človeka z izjemnim potencialom. Spominjamo se največjega slovenskega pesnika, najbolj znanega meščana v zgodovini Kranja, dr. Franceta Prešerna. Ob tej priložnosti obeležujemo občinski praznik in tradicionalno slavimo potencial izstopajočih Kranjčank in Kranjčanov in društev v lokalni skupnosti. Nekaterim smo se poklonili že med letom, drugim bomo nagrade, plakete in priznanja podelili nocoj na naši vsakoletni slavnostni akademiji. Umetniški kritik, slikar in mislec John Ruskin je modro povedal, da največja nagrada za človekov trud ni tisto, kar bo zanj dobil, temveč tisto, kar bo postal. In našim letošnjim nagrajencem je s trdim delom, marljivostjo in vztrajnostjo uspelo prav to. Postali so nekdo z veliko začetnico. Počaščeni smo,
da si lahko prostor in skupnost delimo z njimi. Hvala vam, spoštovane nagrajenke, cenjeni nagrajenci, za vaš prispevek lokalni skupnosti. Hvala, ker ste naš vzor. Naredili ste veliko, pustili pečat, ki bo trajen. Za trajnost pa se zavzemamo tudi v Mestni občini Kranj. Zasajamo drevorede, na strehi postavljamo sončne elektrarne, ustvarjamo zelene strehe, vozni park električnih vozil, dograjujemo kolesarske steze, nadgrajujemo največji elektrificiran sistem za izposojo koles v državi, zmanjšujemo svetlobno nasneževanje, digitaliziramo storitve in vzpostavljamo pametno mesto in skupnost. Tudi vsak od vas, spoštovani nagrajenci, trajnostni koncept posredno nosi v sebi, pri svojem delu in poslanstvu. Pa naj bo to kolesarstvo, planinstvo, gasilstvo, kultura ali zdravstvo. Nadgrajujemo skrb za okolje in družbo še bolj izrazito, še bolj pametno in naj bodo naša dejanja trajna. Počnimo to skupaj, vsi mi, celotna lokalna skupnost, zase in za naše zanamce. Da bodo tudi novi rodovi ponosni na naša dejanja v odnosu do okolja, v katerem bivamo in jim ga puščamo za sabo. Da bodo tako ponosni, kot smo ponosni mi na vas, spoštovani nagrajenci. Dobro ozavestite, kaj ste vse v življenju dosegli in naj se vaša zagnanost ne ustavi. Postavljajte si nove cilje, pilite nove ideje in jih uresničujte. Iskrene čestitke za priznanja in nagrade. V Kranju pravzaprav danes praznujemo trojno. Zaradi vas, dragi nagrajenci, zaradi občinskega praznika in ob tej priložnosti čestitam vsem občankam in občanom. Povrh vsega pa je tu december, začenja se praznični čas. Naj se veselo in praznično vzdušje nadaljuje kljub virusu, ki nam že 2 leti konkretno kroji življenje. V tem času smo se naučili, kako biti skupaj, čeprav se moramo držati narazen. Bodimo previdni, zaščitimo sebe in s tem druge okoli nas. Tako bomo lahko vseeno užili tisto čarobnost, ki jo prinaša praznični čas, naše zelenice, ki jih v Kranju marljivo vzdržujemo in izpostavljamo še nove, je že pobelil prvi sneg. Na dan občinskega praznika naše mesto tudi zažari, v soju tisočerih lučk in svetlobo izpisanih Prešernovih verzov ter dogajanjem za otroke in odrasle. Naj nam bo lepo, mi v Mestni občini Kranj bomo poskrbeli, da nam bo lepo in dobro vse dni v letu. Ostanimo povezani kot skupnost, pazimo nase in mislimo na druge. Vabim vas, da že 3. leto zapored združimo moči tudi v dobrodelni akciji v Kranju Dobro v srcu mislimo, ter pomagajmo družinam in posameznikom v stiski. Srečno v letu 2022 želim vam in vašim najbližjim. Naj se iskri od dobrega. Hvala lepa gospodu županu. Lepo je živeti v mestu, kjer se lahko kar s kolesom, in to na električni pogon, vozite po kolesarskih poteh, ki objemajo mesto, ob številnih drevoredih, tudi gospod župan jih je omenjal. Pot k še bolj zelenemu in trajnostnemu naravnanemu Kranju podpira tudi vse več podjetij, prav z njihovimi donacijami so že in še bodo vzpostavili več novih tako imenovanih drevoredov. Lepo je dihati v mestu, kjer slišijo glas čebelarja, ki predlaga, da morda pa košnjo letos premaknemo za kakšen teden, zato da bodo imela mala bitja za naša življenja še kako pomembna čebele kaj nabirati. In prijetno je bivati z ljudmi, ki se znajo dogovoriti tudi o kodeksu vedenja v naravi. S polnim spoštovanjem do vseh, ki tam torej v naravi živijo, ki se tam rekreirajo, in to Kranj dokazuje s kodeksom obnašanja obiskovalcev Jošta. Lahko bi še naštevali in nič od tega dobrega in lepega ne bi bilo brez izjemnih posameznikov,
vseh vas, ki ste danes z nami. Tisti, ki zasadijo idejo in jo s trudom in vse več drevesi v lastnem drevoredu povezovanja in sodelovanja tudi uresničijo. Tudi zato je delo Komisije za nagrade in priznanja vsako leto poseben izziv, posebna izkušnja. In letos so svetnice in svetniki na predlog Komisije za nagrade in priznanja na seji mestnega sveta sprejeli sklep, da se letos podelijo 3 listine v priznanju Mestne občine Kranj, 1 nagrada Mestne občine Kranj, velika plaketa Mestne občine Kranj, velika Prešernova plaketa in naziv častnega občana Mestne občine Kranj. Imamo pa letos eno malo posebnost, na predlog župana se podeli 2 plaketi Mestne občine Kranj. Tako, čas je, da spoznamo letošnje nagrajence, nagrajenke, prejemnike in prejemnice nagrad. In z nami je že župan, ki vam bo vse te nagrade podelil. Začnemo pa s prvim predstavitvenim videom. Prosim. Listino o priznanju Mestne občine Kranj prejme Prostovoljno gasilsko društvo Kokrica ob 100-letnici delovanja društva. Društvo je korenite spremembe doživelo leta 1966, ko se je operativna enota PGD Kokrica osamosvojila od matičnega društva Predoslje. 2 leti pred tem je društvo dobilo v uporabo novo zemljišče in tam so k obstoječi stavbi prizidali orodišče s stolpom. V letih, ki so sledila, se je društvo tehnološko posodobilo. Pridobili so novo motorno brizgalno napravo, kupili gasilsko vozilo in vozilo za prevoz moštva. Gasilsko društvo je bilo na Kokrici vedno med vodilnimi društvi po številu aktivnih članov, obsegu aktivnosti in številu opravljenih storitev. Gasilci so bili vedno pripravljeni nuditi pomoč in se družiti s člani drugih društev. Tako so spoznali 5 pobratenih društev: PGD Šmarje pri Jelšah, DVD Pregrada, PGD Loče in PGD Sveti Gregor. Kasneje se je društvo razvilo tudi na področjih izobraženosti in opremljenosti. Člani društva tudi danes vestno in požrtvovalno upravljajo svoje naloge, hkrati pa skrbijo za ohranjanje 100 let dolge društvene tradicije. 100 let delovanja gasilskega društva pomeni 100 let odrekanj in 100 let prostovoljnega dela. Na tako dolgi poti smo se srečali z nemalo problemi in težavami, ki pa nam jih je uspelo ugodno rešiti. 100 let delovanja ni le naš praznik. To je tudi vaš praznik, dragi krajani, krajanke in podporniki krajevnih skupnosti Kokrica, Tenetiše in Mestne občine Kranj. Nagrade smo zelo veseli in nam daje zagon za nadaljne delo. Gospod župan, vabim vas na sredino odra. Na oder pa seveda vabim tudi predsednika Prostovoljnega gasilskega društva Kokrica, gospoda Blaža Pestarja. Hvala, ker ste z nami in ja, še na 100 let. Danes pa listina o priznanju Mestne občine Kranj. Iskrene čestitke. Listino o priznanju Mestne občine Kranj prejme gospod Janez Štros za dobrodelnost in pomoč osebam s posebnimi potrebami. Janez Štros je z odmevnimi dobrodelnimi akcijami in z lastnim angažiranjem pomagal mnogim pomoči potrebnim, predvsem otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami. Osnovni šoli Helene Puhar Kranj pomaga od leta 2016 dalje. Z denarnimi sredstvi, ki jih je podaril osnovni šoli s prilagojenim programom, so pridobili in opremili prostore. Tudi danes veliko časa nameni dobrodelnim akcijam. Med njimi je tudi odmevna in donatorsko uspešna akcija Tudi ti si angel. Je medijsko prepoznan, obenem pa zori kot slikar in uspešno razstavlja širom sveta. Janez Štros je doma izbiten. Zase pravi, da je človek, ki rad slika in svojo ljubezen preliva v abstraktne slike. V preteklosti je bil uspešen samostojni podjetnik. Nekaj mesecev po ženini smrti pa je povsem nepričakovano stopil v svet slikarstva. Slikanje je nanj delovalo terapevtsko, ob tem je rasel kot umetnik in kot človek. V zadnjih letih je razstavljal v številnih evropskih galerijah, od Dunaja, Londona, Rima, Pariza in Berlina. Tako v Sloveniji kot v tujini je prejel več nagrad.
Pred leti je začutil, da bi rad pomagal ljudem v stiski, predvsem otrokom s posebnimi potrebami. V preteklih letih je z ogromno volje, vloženega truda in širokim nasmehom odprtega srca pomagal številnim posameznikom in skupinam. Nagrada pomeni veliko, ampak ta nagrada ni samo moja nagrada. To je nagrada za vse, ki so v zgodbi tudi Ti si angel sodelovali na kakršenkoli način. Ali s kakšnim mojevrčkom, ali z dobro mislijo, ali pa samo s spodbudnimi besedami, da ne gremo tako naprej. Gospod Janez Štros je danes z nami, iskrene čestitke, prejmete listino o priznanju Mestne občine Kranj. Hvala lepa. Listino o priznanju Mestne občine Kranj prejme Javni gospodarski zavod Brdo za prispevek k razvoju in prepoznavnosti lokalne skupnosti. Javni gospodarski zavod Brdo je tradicionalno vpet v življenje Mestne občine Kranj. S tem so ustvarja zgodovinsko, kulturno, turistično, rekreativno in gospodarsko dobrobit lokalnega okolja. Specializirano dejavnostjo in objekti državnega pomena, grad in park Brdo, kongresni center in nacionalni nogometni center pomembno prispeva k mednarodni prepoznavnosti, saj gosti državne in mednarodne dogodke. Še posebej je izpostavljen v drugi polovici leta 2021 ob predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije. Kljub temu imajo vodstvo in zaposleni v zavodu tenkočuten posluh tudi za lokalne predloge in aktualne izzive trajnostnih programov. Odzovejo se prošnjam za sodelovanje in pomoč pri izvedbi dobrodelnih dogodkov. Nikoli niso odrekli prošnje za predstavitev posestva ob protokolarnih in prijateljskih obiskih skupin in delegacij iz drugih delov Slovenije in tujine. Povezujoče je tudi sodelovanje s krajevno skupnostjo Predoslje pri projektu popolne lokalne prehranske samooskrbe. Tvorno se vključujejo v kakovostno turistično ponudbo in s turističnimi produkti prispevajo k ohranjanju zgodovinske in etnične dediščine. Celotna košarica poslovne in družbene aktivnosti Javnega gospodarskega zavoda Brdo daje žlahtni značaj aktivnega, razvojnega in družbeno angažiranega zavoda z odgovornim posluhom za potrebe lokalnega okolja, s čimer prispeva k prepoznavni podobi Mestne občine Kranj kot razvite in za nove dosežke odprte lokalne skupnosti. Verjamemo, da je izgradnja hotela Elegance Brdo v velik ponos tako Mestni občini Kranj kot tudi širše. Zato nam v bistvu to priznanje, ta nagrada Mestne občine Kranj seveda veliko pomeni. To pomeni, da smo s svojim delom in svojim angažiranjem pripomogli k razvoju mestne občine in verjamem, da bo ta čudovit hotel, ki je lepo umeščen v to čarobno območje posestva Brdo, tudi v bodoče v veselje in ponos številnim generacijam. V veselje in v ponos nam je, da je z nami direktor Javnega gospodarskega zavoda Brdo, gospod Marjan Hribar, ki bo prevzel listino o priznanju Mestne občine Kranj. Nagrado Mestne občine Kranj prejme Planinsko društvo Iskra Kranj za krepitev planinskih pohodniških dejavnosti in delo z mladimi. Odkot pa ste prišla? Z Javorjevega vrha, tam od Krimsa, pa Javorjev vrh, pa tle čez Babo, pa dol skozi. Člani planinskega društva Iskra Kranj so obnovili staro pot pod Javorovim vrhom, vse od kmetije Krems prek Babe do Koče Čemšenik. Planincem je tako na voljo krožna panoramska pot s 3 postavljenimi klopmi na razglediščih v skupni dolžini 8,5 km in 620 višinskih metrov. S to potjo so razbremenili pohodniške poti v Kranju in v okolici, ki so prav v času epidemije postale preobremenjene.
Čas korone je bil še posebej velik izziv za delovanje društev. V planinskem društvu Iskra Kranj so budno spremljali vsa priporočila vlade in NIJZ, ob tem pa jim je uspelo organizirati vrsto pohodov, s čimer so poskrbeli za zdrav način življenja z upoštevanjem vseh ukrepov. V obdobju ugodne epidemiološke slike jim je uspelo organizirati tudi planinski mladinski tabor. Priznanje, ki nam ga podeljuje v letošnjem letu Mestna občina Kranj, v našem društvu sprejemamo kot priznanje za naše več kot 70-letno delo na področju planinstva. To priznanje, ki smo ga prejeli, ni priznanje samo za zdajšnje članstvo, vendar je priznanje tudi za člane, ki jih žal ni več med nami in ki so postavili temelj našemu planinskemu društvu. Glede na to, da se vedno več ljudi samih odpravlja v naše gore in pa tudi širše, smo se odločili, da pristopimo k izobraževanju ljudi širše, ne samo v društvu, s pomočjo GPS navigacije za varno hojo v gorah. Veseli nas, da se nam pridružujejo v vodniškem odseku tudi mladi vodniki, kar je vsekakor znak, da delamo dobro. In ker delate dobro, prejmete nagrado Mestne občine Kranj, ki jo bo prevzela predsednica društva Rozalija Rajgelj. Poprosim. Veliko plaketo Mestne občine Kranj prejme gospod Jože Vetrnik za dolgoletno delo in razvoj zdravstvene dejavnosti. Osnovno zdravstvo Gorenjske je javni zdravstveni zavod, ki izvaja zdravstveno dejavnost na primarni ravni in pokriva celotno gorenjsko regijo. Gospod Jože Vetrnik je kot direktor uspešno vodil osnovno zdravstvo Gorenjske. Poskrbel je za številne izboljšave, širitve zdravstvene dejavnosti ter si prizadeval za kar najboljše pogoje izvajanja osnovne zdravstvene dejavnosti v vseh 18 občinah ustanoviteljicah. Pokazal je izjemen smisel za organizacijo in ekonomiko, kar kaže ta dober poslovni rezultat in sodobna opremljenost zdravstvenih domov. Obenem mu je v vseh teh letih uspelo ohraniti pristen stik z zaposlenimi. S premišljenim pristopom pa je uspel usklajevati pogosto tudi nasprotujoče si interese stroke, administracije, interese uporabnikov storitev ter navsezadnje tudi interesov občin. Gospod Jože Vetrnik je s svojim delovanjem prispeval k ugledu in napredku pri zagotavljanju kakovostne strokovne dejavnosti primarnega zdravstva ter s tem prispeval k kakovostnejšemu življenju prebivalcev in ugledu osnovnega zdravstva Gorenjske ter k razvoju Mestne občine Kranj in gorenjske regije nasploh. Veliko plaketo Mestne občine Kranj bomo gospodu Vetrniku predali kasneje, namreč gospod Vetrnik je danes odsoten zaradi nedavne poškodbe, ki jo je staknil v hribih. Je pa v pismu gospodu županu takole pospremil svoje veselje ob nagradi. Citiram. Iskreno se zahvaljujem za priznanje Mestne občine Kranj. Moja zahvala gre tudi svetnicam in svetnikom Mestne občine Kranj. To priznanje mi zelo veliko pomeni in sem nanj zelo ponosen. Svoje delo pri vodenju osnovnega zdravstva Gorenjske, v katerega je vključen tudi zdravstveni dom Kranj, sem se trudil upravljati strokovno in profesionalno v dobrobit vsem. Ob prazniku Mestne občine Kranj vam iskreno čestitam, želim vam lepa praznovanja, vam osebno in vašim sodelavcem pa želim veliko uspehov pri vodenju Mestne občine Kranj. Veliko Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj prejme Lutkovno gledališče Nebo za posluh in delo z najmlajšimi ter 20-letnico ustvarjanja. Ustvarjalci Lutkovnega gledališča Nebo v svojih predstavah poleg klasičnih lutkovnih tehnik preizkušajo součinkovanje lutkarstva z drugimi umetniškimi zvrstmi. Vanje vnašajo elemente risanja v živo, stripa in animiranega filma, fotografije in filma, ljudske pripovedi in glasbe, giba in plesa, glasbenega koncerta in mešanja glasbe v živo. Spodbudili so nastanek mladinske skupine Na masi iz Škofje Loke. Sodelovali so z vrtcem Kekec in z več kranjskimi osnovnimi šolami. Bili so vključeni v evropski projekt z lutko okoli sveta Humanitas.
Njegove predstave nastajajo tudi v koprodukciji z drugimi organizatorji. Ustvarjalci Lutkovnega gledališča Nebo, še posebej Andrej Štular in Petra Stare, so v vrtcu Kekec v različnih skupinah predstavili lutkarstvo kot umetnost in poklic lutkarja. Že več kot desetletje sodelujejo s kulturnim društvom Kolenijum. Zaradi umetniške vrednosti njihovih predstav, izobraževalnih prizadevanj na področju lutkarstva ter povezovalne vloge z drugimi umetniškimi skupinami, društvi in organizacijami, Lutkovno gledališče Nebo prejme veliko Prešernovo plaketo. Naše Lutkovno gledališče je te nagrade zelo veselo. Ponosni smo, sploh ker ustvarjamo že 20 let in ker se zdi, da lutkovna umetnost v Sloveniji izumira. Naprimer v Kranju smo samo še 4 lutkovni mentorji, 2 lutkovni gledališči, ki se s tem ukvarjamo. Tako da upam, da nam bo ta nagrada vsem skupaj dala spodbude, da bomo ustvarjali, navduševali mlade še naprej. Nebo je široko. Nebo vas pričakuje. Mi pa z veseljem pričakujemo in na oder vabimo umetniško vodjo Lutkovnega gledališča Nebo, gospo Petro Stare. Prosim. Prevzela bo veliko Prešernovo plaketo. Prosim. V uvodu nam je našo lepo Zdravljico zapela oziroma himno zapela pevka, magistra opernega petja, harfistka, tekstopistka in plesalka, ki jo že vidite, Astrid Kljun. V letu 2022 v novi zasedbi pod preprostim imenom Astrid napoveduje izid prvega studijskega albuma. Oblikuje ga s Tomažem Zupančičem, vsesplošnim talentiranim umetnikom, kitaristom skupine Murphy in bodočim producentom, s katerim sodelujeta od poletja 2020. Zdaj sta z nami na odru, predstavila pa bosta skladbo Tel Aviv, ki jo bosta za radijske valove izdala prav konec tega leta. Prosim. Sit on a doubt and on a risk and all the plans we haven't made yet. Sit on my mouth and all my sins and all the things we keep forgetting. We fly up high away from sorrow. We fly away from pain. We'll land in Tel Aviv. Taste the spice, the taste of people so nice. Open hearts, open smiles, they take me back to
through tired times, everything was so sincere. People laughing loud and clear. Can't you feel the warmth of sun growing inside of us all? In Tel Aviv, in Tel Aviv, in Tel Aviv. And it's so different. Z nami je spet gospod župan, kajti nadaljujemo s podelitvami. No, leto, ki ga živimo, ni treba ponavljati, je v marsičem posebno in v marsičem za marsikoga tudi ni lahko. Letošnja posebnost Akademije mestne občine Kranj pa je tudi v tem, da tokrat posebej nagrajujemo sodelovanje kraja in izjemne zdravstvene dejavnosti v njem, ki v povezovalnem sodelovanju gradita poti in rešujeta izzive časa, ki nam je dan. Spoznajmo moč in sodelovanje Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergije Golnik ter krajevne skupnosti Golnik. Prosim. Plaketo mestne občine Kranj prejmeta Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik in krajevna skupnost Golnik. Klinika Golnik letos praznuje 100 let delovanja. Vrhunska ustanova za diagnostiko in zdravljenje bolnikov s pljučnimi, alergijskimi in drugimi internističnimi boleznimi je prepoznavna po strokovni odličnosti pri bolnišnični in ambulantni obravnavi bolnikov. Uspešni so tudi na področju kroničnih obstruktivnih pljučnih bolezni, saj obravnavajo približno polovico bolnikov s pljučnim rakom v Sloveniji, pa tudi druge bolj zapletene in genetske bolezni pljuč. Zadnji 2 leti sta bili zaznamovani z novim koronavirusom, ki je zahteval od njih hiter odziv, prenovo delovnih procesov ter ogromno potrpežljivosti in dobre volje pri zaposlenih, ki pa so kljub težkim epidemiološkim razmeram še vedno uvajali novosti. Kot vodilna zdravstvena ustanova te vrste, še v času Jugoslavije, je pomembno vplivala na razvoj kraja Golnik in njegovo prepoznavnost. Danes lahko rečemo, da je odločujočega pomena za razvoj in delo krajevne skupnosti tesna povezanost in sodelovanje z Univerzitetno kliniko za pljučne bolezni in alergijo. Skupaj ustvarjajo boljše življenjske razmere za krajane, prispevajo k kakovostnejšemu življenju v krajevni skupnosti Golnik, predvsem s področja zdravstva, kulturne in športne dejavnosti, rekreacije in medsebojnih odnosov. Klinika Golnik in krajevna skupnost Golnik skupaj prispevata tudi k ugledu in razvoju mestne občine Kranj. Nagrada občine Kranj je za nas pravzaprav lepo presenečenje, ki ga nismo pričakovali. Na njega gledamo kot na en tak izkaz prijaznosti, pa tudi nekega priznanja, ki ne samo v teh časih, ampak tudi v vseh ostalih časih zelo pomembno, da vzdržujemo eno tako občutek, da smo drug drugemu potrebni, da dobimo neke pozitivne povratne informacije in da potem nas to potegne, da kakšne stvari še bolje naredimo. Nam ta nagrada
veliko pomeni, čutimo se bolj povezani z krajem, v katerem delujemo in veseli nas, da nas tudi kar sprejema take, kakršni sami mislimo, da smo. V krajevni skupnosti Golnik bi se radi zahvalili županu gospodu Matjažu Rakovcu za to priznanje. Smo veseli in ponosni, da skupaj z bolnišnico Golnik dobimo to priznanje, ki izkazuje naše preteklo sodelovanje, soobstoj, skupni razvoj. In želimo si, da to priznanje ne bi govorilo samo o preteklosti, ampak da bi nam omogočilo tako sodelovanje, soobstoj tudi v prihodnje. Plaketi bosta prevzela dr. Aleš Rozman, direktor klinike Golnik in gospod Marko Ugrizek, predsednik krajevne skupnosti Golnik. Lepo prosim. Iskrene čestitke še enkrat, posebej za povezovanje in sodelovanje. Vsem trem lepa hvala. No in zdaj nam ostane še ena podelitev in sicer podelitev naziva častnega občana. Močna drevesa, ki izpisujejo zgodovino časa, spreminjanja kraja in ljudi okrog njih, rastejo dolgo. Močno koreninijo in nosijo velike krošnje. In med nami so tudi taki ljudje, ki počnejo podobno, le da so pri tem večkrat na ali ob kolesu, kot pa peš. In danes je med nami prav tak človek, ki bo prejel naziv častnega občana Mestne občine Kranj. Pa poglejmo nekaj več o gospodu Hvastiju. Naziv častni občan Mestne občine Kranj prejme gospod Franc Hvasti za izjemen doprinos v športu in k razvoju kolesarstva. Prispevek Franca Hvastija je za popularizacijo vrhunskega kolesarstva v Kranju in v Sloveniji neprecenljiv. Prav zaradi njegove vztrajnosti in organizacijskih sposobnosti je postal Kranj središče kolesarskega dogajanja, tako v nekdanji Jugoslaviji kot v samostojni Sloveniji. Kolesarjenje pa je eden najbolj uglednih športov. Organiziranje, vodenje in sodelovanje pri vseh vrhunskih kolesarskih prireditvah, od domačih etap, nekoč odmevnih dirk po Jugoslaviji, balkanskega prvenstva 1980 in etap Džira v letih 1994, 2001 in 2004, je spoštovanja vreden doprinos gospoda Hvastija k popularizaciji kolesarstva doma in na tujem. Operativno in strokovno vodenje več kot 40 dirk za veliko nagrado Kranja in večine slovenskih vrhunskih kolesarskih prireditev pa je po mnenju športne javnosti najpomembnejši prispevek, ki ga je dal slovenskemu, pa tudi kranjskemu kolesarskemu športu. S tem je mlajšim kolegom omogočil lažji prehod v profesionalno športno-pedagoško kariero in organizacijo kolesarskih prireditev na najvišji ravni. Z vztrajnostjo, ki je mejila na nepopustljivost, pa je uspel kolesarski šport v medijih uvrstiti na enakopravno raven s popularnejšimi športnimi panogami. Zaradi njegovega doprinosa in vrhunskih rezultatov, ki jih je dosegel kot tekmovalec in trenersko-pedagoški delavec, kot nepopustljiv zagovornik multidisciplinarnega pristopa pri oblikovanju tekmovalca in njegove osebnosti, zlasti pa zaradi polstoletnega motivacijskega prispevka za razvoj in popularizacijo vrhunskega in ljubiteljskega kolesarstva, Franc Hvasti prejme naziv častni občan mesta Kranja. Torej, nagrada, ki jo zdaj prejemam v Kranju, častnega občana mesta Kranj, mi zelo veliko pomeni. Saj takrat, ko sem bil mlad, pa ko sem bil ustvarjalen, pravzaprav nisem razmišljal na nagrade, priznanja in te stvari. Takrat sem imel pred sabo samo cilje, ki sem jih postavil in hotel uresničiti. Danes pa, ko dobim takole kakšno pohvalo za nazaj, zelo lepo poboža dušo in mi to priznanje zelo veliko pomeni. Drugače bi pa verjetno, če ne bi kolesaril, bil glasbenik.
Veseli smo, da je novi častni občan Mestne občine Kranj, gospod Hvasti, danes z nami. Izvolite. Hvala gospodoma, hvala gospodu Hvastiju za vse uresničene cilje. Dragi sopotniki, dragi sopotnice današnje slavnostne akademije, hvala vsem, ki s svojim delom, svojim srčnim ravnanjem in z občutkom za svet okrog sebe ste, kar ste in svojo modrostjo spreminjate svet v bolj zeleno. Mestna občina Kranj in vsi vi z njo dokazujete, da je mogoče in da skupaj zmoremo več. Naj traja ta povezanost, naj se dobro nadaljuje tudi v letu 2022, vse tja do slavnostne akademije ob letu Sorej. Vstop v mlado leto pa naj bo radosten, naj bodo izzivi spremenjeni v dobre odločitve in ne pozabite, da skupaj pravzaprav res zmoremo vse. To se dokazuje tudi v zadnjih 2 letih. Hvala lepa, da ste bili z nami. En prijazen pozdrav v še lepši dan. Hvala lepa.